Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Dober dan in lepo pozdravljeni. Zahvaljujemo se vam, da ste se odzvali na vabilo. Se vam želimo predstaviti, kako poteka zdravljenje otrok s prirojenimi srčnimi napakami v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Z vami oziroma z nami so generalni direktor UKC Ljubljana, docent Marko Jug, vršilec dolžnosti strokovnega direktorja, docent Gregor Norčič, strokovni direktor pediatrične klinike, docent Marko Pogoren, strokovni direktor kirurške klinike, docent Ivan Kneževič, predstojnik kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja kirurške klinike, dr. Nikola Lakič in poslovni direktor pediatrične klinike Teodor Žepič. Najprej prosim docent Pokorna, da nam pove o stanju na otroški kardiologiji, nato pa še docent Kneževiča o kirurškem delu zdravljenja otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Prosim. Hvala lepa in lepo pozdravljeni in hvala, da ste se odzvali na tole vabilo. Jaz bi rad povedal, da se tako otroci s prirojenimi kot pridobljenimi boleznimi srca na pediatrični kliniki ta trenutek povsem normalno obravnavajo. Pri nas na kliniki deluje služba za kardiologijo, kjer imamo ta trenutek zaposlenih 5 zdravnikov specialistov in na oddelku smo v letu 2022, torej na bolniščnem oddelku hospitalno obravnavali preko 550 otrok. Opravili smo v tem času več kot 4600 ambulantnih pregledov in skoraj 7000 diagnostičnih in terapevtskih posegov. Torej opravili smo skoraj 6000 ultrazvočnih preiskav srca, 89 srčnih kateterizacij in 42 elektrofizioloških študij, se pravi preiskav pri otrocih z motnjami srčnega ritma. Torej, naši kardiologi ob tem zagotavljajo vse dni v tednu, torej 365 dni na leto, 24 ur na dan, kardiološko pripravljenost. Poleg tega se seveda tudi sodelujejo v dežurstvu, bodisi v enoti za intenzivno terapijo ali pa na kliničnem oddelku za neonatalno medicino. To so vse v bistvu nekako oddelki, kjer ležijo otroci najtežje bolni in pa je velik delež otrok, ki imajo bolezni srca oziroma so po srčni operaciji. Poleg tega na pediatrični kliniki deluje tudi klinični oddelek za intenzivno terapijo otrok, ki 24 ur na dan vse dni v letu zagotavlja zdravstveno oskrbo najtežje bolnih otrok, tudi otrok po srčni operaciji, ki lahko potrebujejo tudi zunajtelesno membransko oksigenacijo, in v letu 2022 se je na tem oddelku zdravilo 475 otrok. Moram reči, da smo lahko na trenutno stanje zelo ponosni. Vi veste, skozi kakšne v bistvu pretrese je šla ta obravnava in da se je moj predhodnik, profesor Jazbec, leta 2018 soočil z situacijo, ko ni imel otroškega kardiologa, bili so pa otroci naročeni na obravnavo. Danes imamo seveda delujočo službo. Na samem kliničnem, torej na sami službi za kardiologijo smo začeli vzpostavljati polintenzivno oziroma step-down enoto, da bodo otroci, ki pridejo po srčni operaciji iz intenzivne enote nazaj na oddelek, imeli še boljši nadzor in smo zdaj v nekako pripravi razpisa za nabavo opreme. Tudi klinični oddelek za intenzivno terapijo otrok je šel skozi precejšnje kadrovske pretrese. Praktično vsi specialisti so z redkimi izjemami odšli. Oddelek je prešel pod ingerenco pediatrične klinike z januarjem 2021. Mi smo se že pred tem aktivno vključili kot pediatrična klinika v delo na tem oddelku in nekako je zdaj to integralen del ta oddelek je integralen del pediatrične klinike, kar mislim, da je tudi strokovnega stališča
prav. Če se na kratko dotaknem, seveda pa tudi samega kirurškega zdravljenja otrok s prirojenimi srčnimi napakami, dejansko je, če gledate tudi poročila, ki so letno objavljena, je v bistvu izrazit napredek pri kirurški obravnavi teh otrok, da se je v lanskem letu so bili samo 4 otroci poslani na kirurško zdravljenje v tujino, vsi ostali so bili operirani v Ljubljani. Seveda, v tem programu je sodeloval tudi profesor Gebauer, ki je v lanskem letu v Ljubljano prišel, mislim, da 6-krat. Še enkrat, se pravi, če se postavimo situacijo iz leta 2018, je dejansko viden nekako velik napredek in mislim, da ni razlogov za skrb in da ta trenutek torej lahko izvajamo tako obravnavo kardiološko, tudi kar se tiče intenzivnega zdravljenja in tudi kardiokirurško obravnavo otrok lahko izvajamo brez kakršnih koli posebnih zadržkov in težav. Zdaj bi prosil mogoče še docent Kneževiča, če pove. Ja, hvala, lepo pozdravljeni. Jaz se popolnoma pridružujem mnenju docenta Pokorna. Iz kirurške klinike v zdravljenju otrok z prirojenimi in predovoljenimi srčnimi napakami sodeluje kirurška ekipa z 2 kompetentnimi srčnimi kirurgi in z ostalimi člani tima. To pomeni, to so usmerjeni anesteziologi, anesteziološke sestre, inštrumentarke, perfuzionisti, vsi tisti, ki sodelujejo v času kirurškega posega. Moje osebno mnenje je tudi, da je recimo, zdaj imam neki mogoče 30-letni vpogled, da je trenutno ta program definitivno zagotavlja v zgodovini te ustanove in te države sigurno najboljše možnosti skrbe otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Mogoče je potrebno še en detalj povedati, zdravljenje otrok, kirurško zdravljenje otrok z prirojenimi srčnimi napakami je izjemno kompleksno zaradi tega, ker recimo en mali odstotek otrok ima izjemno redke napake. Kaj se veste, da morate zavedati dejstvo, da je v Sloveniji rojeno približno 20.000 otrok vsako leto. Mi približno vemo, koliko otrok bo rojeno poprečno z neko srčno napako v enem letu. Neke napake so tako redke, da se zgodijo 1 na 100.000 rojstev, kar ne pomeni, da bo točno vsako 5. leto, ampak si predstavljate, take redke napake praktično vsi pošiljajo v neke centre, kateri se kumulativno zbirajo iz enega velikega področja take otroke. Teh centrov je nekaj, recimo v ZDA, nekaj jih v Evropi in to je za take otroke sigurno najboljše rešitev. Kot sem že povedal, teh je malo, zato mi trenutno smo popolnoma sposobni poskrbeti praktično, bi rekel, več kot 90% vseh otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Rezultati so izjemno dobri, tudi bistveno boljši v primerjavi z ostalimi tako imenovanimi low volume centers. Low volume centers smo mi ne zaradi tega, ker ne bi spremljali, tudi zaradi tega, ker je to pač toliko rojstev v Sloveniji. Ne more teh otrok biti bistveno več, kot jih je. In je, kaj bi še, če bi še kaj tazga dodal, mislim, da je trenutno situacija na področju otroške srčne kirurgije boljša, kot je bila kadarkoli prej. Tujo pomoč smo rabili predvsem iz naslova edukacije in vsaka ta edukacija ima tudi tendenco k koncu, takrat, ko se tista oseba, katera so izobraženi, ko se izobražujejo, so že izpolnile vsa tista potrebna znanja in kvalitete. Hvala lepa. Bi še kdo od prisotnih kaj dodal? Lahko jaz sam dopolnim. Torej, če je kaj,
nas je seveda COVID naučil, da je dobro čim več stvari doma narediti. V vseh ozirih, ker dejansko so se lahko čez noč zaprle meje in je bil otežen tako prihod strokovnjakov k nam, oziroma tudi v bistvu so se deloma zaprle meje za prehod bolnikov. Ampak tudi kljub COVID-u in ob COVID-u je delovanje in obravnava tudi otrok s prirojenimi srčnimi napakami potekala nemoteno in normalno. Dober dan, mogoče bi še jaz dodal z moje perspektive. Profesor Gebauerja sem spoznal pred mesecem dni, torej odkar sem bil imenovan. Prvič, ko je prišel v Ljubljano, smo se srečali na enem takem konstruktivnem sestanku, kjer je tudi izražal njegova videnja in smo zato, da bi res maksimalno optimizirali delovanje, tudi predlagali še neke dodatne rešitve, ki jih zdaj poskušamo izvajati. Torej z njim smo bili v kontaktih, predvsem pa smo si želeli, da bi bil danes z nami tudi dr. Weiss, ampak dr. Weiss je na bolniški in ni mogel nekako danes pred kamere. Sem se pa z njim pogovarjal in sem želel tudi, da on poda svoje videnje, tako da mi je posredoval po elektronski pošti. Mogoče vam delno lahko preberem, je pa dejal, da če želite, se vam to lahko tudi posreduje, čeprav je to, bi rekel, tudi nekako bolj zelo pristna korespondenca. Torej, če citiram dr. Weissa v tem delu, ki se dotika programa, pravi: Temu programu, ki je zrastel v nekaj, na kar smo lahko zelo ponosni, sem posvetil vso svojo energijo in sem jo pripravljen posvečati še naprej. S kompleksnostjo operacij, ki jih izvajamo, smo dosegli sam vrh. Bolnikov v tujino praktično ne pošiljamo več. Korona kriza je pokazala, kako nujno je, da smo samostojni in s pomočjo dr. Gebauerja smo to tudi postali. Je pa kardiokirurgija ena izmed panog medicine, ki je izrazito multidisciplinarna in trenutno moramo še delati na izboljševanju podpornih služb. Izboljšave vidim v ustanovitvi samostojnega in neodvisnega centra, kjer bo ekipa enotna in nerazkropljena po različnih klinikah. Glede na to, da smo majhen center, menim, da moramo biti nujno povezani s tujim strokovnjakom, zato bi želel nadaljevati sodelovanje z dr. Gebauerjem, ki mi je zagotovil, da njegova prekinitev sodelovanja ni nepreklicna. Konec citata. Z dr. Gebauerjem jaz osebno nisem govoril. Dr. Gebauer je naslovil tole elektronsko sporočilo dr. Weissu, ki ga je potem posredoval naprej. Po tem sporočilu smo seveda se pogovarjali, kako naprej. Moram reči, da je bilo samo sporočilo kar napeto, tako da v tem trenutku je delovalo to sodelovanje zelo težko, kar nenadno spet vzpostaviti in smo zato tudi stopili v stik z našim vrhunskim otroškim kardiokirurgom dr. Vodiškarjem in se pogovarjali v tej smeri, ali bomo lahko vzpostavili sodelovanje, delujemo na tem konstruktivno. Seveda pa tudi ne izključujemo možnosti, da bi z dr. Gebauerjem lahko sodelovanje nadaljevali, če bomo skupaj našli za to res prav motiv. Tako da jaz bi se na tem mestu zahvalil dr. Weissu za vso njegovo predanost. Dejansko je na njemu visela veliko breme v zadnjih letih, zelo je bil izpostavljen. Ob njem deluje še dr. Šehič, ki je tudi vrhunski kardiokirurg, vendar je verjetno dr. Weiss bil vseeno najbolj izpostavljen, tako čustveno, kot tudi z obremenitvami. Morate se namreč zavedati, da otroška srčna kirurgija je verjetno ena najtežjih kirurgij. Ne po tehnični plati, ampak po čustveni. Po čustveni je najhujša možna. Rodi se otrok, za katerega ne vemo, ali bo preživel ali ne. Pričakovanja so ogromna, možnosti so omejene in delovati v takem okolju je izjemno zahtevno. Zato bi tudi želeli, da razumete, da je tukaj zelo pomembno zaupanje. Zaupanje med starši, med zdravniki, med tem, kar se mi trudimo. In zato je pomembno za nas vse, da to pomembno temo za našo državo obdelujemo konstruktivno, na osnovi podatkov in z vami, če jih boste želeli, bomo sodelovali, vendar bi želel, da smo do te teme izjemno razsodni, kritični in tudi
znamo pokazati, da je to neka čustvena stvar, s katero moramo biti zelo občutljivi. Hvala lepa. Z nami je tudi predstojnik kardiokirurgije, dr. Lakič, mogoče še besedo. O čustveni plati operiranja otrok vam lahko iz lastnih izkušenj povem, ko sem končal specializacijo in nastopil specialistični staž, sem v bistvu 6 let se ukvarjal z otroško srčno kirurgijo. Pravzaprav do tistega časa, dokler nisem sam postal oče. In nekako v teh otrocih, ki jih operiraš, vedno vidiš in primerjaš tistega, ki ga imaš doma, enega ali več. Tako da je bilo res namihati eno veliko breme, tudi strani medijev, ne samo strani stroke, ki pa moram priznati, ga je res briljantno opravil. To je vse, kar bi želel povedati. Hvala lepa. So kakšne vprašanja? Ja, Špela Prezija, Pop TV. Dovolj od vas se čuti za ta odgovor. Pod črto, glede na poročanje časnika Delo danes, pa glede na to, kar ste vi predstavili, lahko to razumemo, da v bistvu je češki kirurg prekinil sodelovanje z UKC-em zaradi nekih slabih odnosov, ki so se odvijali, dogajali, tako je vse razumeti iz komunikacije, mogoče tudi iz odgovora dr. Weissa. Kot pravim, mi smo bili soočeni samo s tem elektronskim sporočilom, ki tudi ni bilo formalno naslovljeno sploh na vodstvo kliničnega centra in nam ga je posredoval dr. Weiss. Mislim, da je tudi sam dr. Weiss bil presenečen, kajti smo 14 dni preden je to sporočilo prišlo, sedeli skupaj in iskali recimo te finese, ker vedno se dajo stvari seveda izboljšati. Zdaj, razlogov je zagotovo več. In verjetno so tudi osebni. Vedno je na delovnem mestu na koncu ključ uspeha in sreče odnos, medosebni odnos, brez tega ne gre. In odnosi se vedno lahko izboljšajo. Da bi pa rekli, da so zdaj neki determinirani odnosi bili izključen ali pa ključen povod za to, da bi on prekinil sodelovanje, mislim, da je prehitro o tem govoriti. Verjetno je on neke stvari res videl drugače in bi se že želel, da so drugačne, kar pa ne samo po sebi pomeni, da je njegova plat izrazito edina prava. Tako da morali bi bolj, mislim, da tudi v tem članku jaz nisem zaznal, da bi bolj eksplicitno nakazoval, kot je že bilo v tistem sporočilu. Tako da z njim pa nisem govoril, tako da težko bolj natančno komentiram. Pa samo še to glede vseh otrok, oziroma koliko je bilo teh posegov, ki bi kirurg še moral upraviti v prihodnosti v UKC-ju, kaj bo s temi posegi, kdaj boste stopili mogoče tudi v kontakt s starši, ki torej čakajo? Če lahko jaz povem, ta trenutek sta bila na tem kardiokirurškem konziliju obravnavana 102 pacienta, 2 otroka, ki bi predvidoma v roku naslednjih 3 mesecev potrebovala poseg, ki ga je recimo sposoben opraviti, torej za katerega bi bilo bolje, če bi prišel recimo profesor Gebauer oziroma nek sorodno kompetenten kirurg v Ljubljano.